Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, dobrodošli pri spremljanju oddaje Vi sprašujete, župan odgovarja. Krepko smo že zakorakali v leto 2021 in tudi v tem letu se bomo ob ponedeljkih družili župani iz naše regije. Tokrat v našem studiu gostimo župana Mestne občine Celje, gospoda Bojana Šrota. Dober večer in dobrodošli. Dober večer. Dobro, da ste me napovedali, ker drugače verjetno gledalke in gledalci ne bi spoznali, kako so zamaskirana. Tako, ukrepi so pač takšni, ne, in vemo, da jih je potrebno spoštovati. Kako sicer vi, če morda začneva kar s tem, gledate na vse te ukrepe, kako ocenjujete delo vlade, kar se tiče epidemije koronavirusa? No, jaz spoštujem ukrepe, mislim, da tudi večina občank in občanov, zelo velika večina jih spoštuje. Čeprav se mi včasih zdi, da za nekatere postalo spoštovanje ali pa nespoštovanje ukrepov tudi stvar političnega prepričanja, kar je seveda velika neumnost. Večina ukrepov se mi zdi smiselnih, čisto vsi pa tudi ne. Moram reči, da mi ni jasno, zakaj so recimo avtopralnice zaprte, ne vem, kakšno je tam tveganje. Mislim, da bi bilo dobro tudi, da bi odprli kljub vsemu gostinske lokale s prehrano, vsaj določen čas, kajti sedaj je stanje takšno, da je zelo veliko ljudi v službah. Jaz vidim pri nas, na mestni občini, upravna enota, tudi bližnje banke, sodišča in ljudje so navajeni na topel obrok med delovnim časom, pa sedaj seveda nimajo kam iti na malico in včasih je potem vse skupaj še slabše, ko si nosijo stvari oziroma obroke v službo. Mogoče je ravno pri tem delu delovnega časa več nevarnosti za kakšno okužbo, ker seveda pride tudi do kakšnih stikov, kot pa bi bilo recimo to v gostinskih lokalih s prehrano. Jaz mislim, da bi se pri teh ukrepih veljalo zgledovati po državah, ki se uspešno bojujejo. Je pa res, da vse skupaj že dolgo traja, dlje kot smo si predstavljali in seveda marsikdo ima, kot rečemo po domače, že vsega poln kufer, ampak jaz verjamem, da se napovedujejo že boljši časi tudi z samim cepljenjem in pa spremljam dnevno številke, ki sedaj padajo, tako da kaže, da bo kmalu prišlo do sproščanja ukrepov. Zagotovo se bo vse skupaj poznalo pri gospodarstvu. Se na vas kaj obračajo gospodarstveniki in podjetniki iz občine? Ja, seveda veliko in mi smo v lanskem letu kar lep del proračuna tudi namenili za pomoč gospodarstvu in pa različne druge oblike pomoči. Vsakoletni razpis za gospodarstvo smo pravzaprav podvojili. Namenili smo tudi delovne štipendije vsem, ki so se prijavili na razpis za samozaposlene v kulturi s statusom. 21 takšnih prosilcev je bilo. Trenutno zelo intenzivno razmišljamo, potem bilo je precej pomoči pri najemninah, ne samo občinskim najemnikom, tudi vsem ostalim, seveda z razpisom. Zelo intenzivno razmišljamo, kako bi vsem tistim dejavnostim oziroma pravnim subjektom, ki so bili v preteklem letu več mesecev zaprti, niso mogli upravljati dejavnosti, priznali nek bonus pri plačilu nadomestila za stavbno zemljišče. Je pa seveda tako, da so večinoma ti ukrepi vendarle na ramenih in bremenu države. Mi se zavedamo, da je tudi za nas kot lokalno skupnost pomembno, da čim večji del gospodarstva preživi, smo pa žal zelo močno omejeni z samim občinskim proračunom. Čeprav je finančno stanje ne samo pri nas, ampak v vseh lokalnih skupnostih bistveno boljše, kot je bilo prej. Nova vlada je uredila te stvari, tako da smo tudi na lokalnem nivoju malce lažje zadihali. Zato jaz upam, da bo to čim dlje trajalo. Nam so, rekel, kar primerno
zvišali glavarino, tako imenovano glavarino. Država je z praktično malce pred koncem lanskega leta, mislim, da 7. protikoronskim ukrepom prevzela tudi nekatere stroške, ki predstavljajo zelo velik strošek našega občinskega proračuna, in to je subvencija za stanarino za socialne upravičence in pa plačilo zdravstvenega zavarovanja za brezposelne. Oba ukrepa predstavljata znesek tam nekje 1,5 milijona evrov, kar seveda pomeni, da se nam je sprostilo nekaj sredstev za investicije, ob tem, da trenutno zelo intenzivno potekajo različni projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi. Tako da globalno gledano smo zadovoljni, jaz moram reči tudi osebno, ne čutim nobenega demokratičnega deficita, ker je to zdaj tudi pogosta tema, ki gre nekako v štric za to vlado in jo opozicija veliko očita. Skratka, po dolgih letih smo dobili eno operativno vlado, tudi zelo solidno ministersko ekipo, na lokalnem nivoju smo našli sogovornika. Jaz sem že večkrat povedal, da sem prejšnjih 10 ali pa še več let imel nekako občutek, da v Sloveniji sploh nimamo predsednika vlade, ampak da je predsednik vlade bolj nadžupan Ljubljane, in se je to seveda poznalo tudi pri financiranju preostale Slovenije. Tu smo čutili velik deficit, žal se ni nič premaknilo, jaz sem bil zelo razočaran, ker je bil eden od predsednikov vlade tudi bivši župan, ki je kot župan pisaril tudi pisma na to temo, kako neustrezne so lokalne skupnosti financirale, potem pa sam ni ravnal nič drugače. Tako, prihodnost, če odmislimo vse težave z zdravstveno krizo, ni tako slaba in pravzaprav je dobra. To se pozna tudi pri motiviranosti občinske uprave. Mi smo zagnali ali pa smo sredi celega kupa projektov. Dolgo že nismo imeli tako investicijsko intenzivnih časov kot ravno sedaj. Vsega tega se bova seveda v najnem pogovoru dotaknila, pa morda da zaokroživa ta pogovor o delu vlade. Veliko se v zadnjih dneh govori, razpravlja o nezaupnici vlade, o tem, kdo bi lahko bil, če bi bil novi mandatar. Kakšno je vaše stališče, kako pravzaprav gledate na vse to dogajanje? Pa vse skupaj se mi zdi malce neresno, če čisto odkrito povem. Jaz se dobro spominjam kongresa ene sedaj večje opozicijske stranke, ko je bila izvoljena nova predsednica, je bivši predsednik rekel, to je naslednja predsednica vlade. Zdaj je priložnost za to, če tako rečem, če smatrajo, da je priložnost. Se je pa pojavil kandidat pravzaprav najmanjše stranke v tej združbi strank, kjer je edini skupni imenovalec ne program, ampak zgolj rušiti to, kar je sedaj. Me preseneča, da so tako z lahko roko dali na stranski tir enega kandidata, ki je prej bil napovedan kot kandidat za predsednika vlade. Verjetno je v rokavu še kakšen tretji, četrti. Škoda, to je izgubljanje energije za prazen nič. Jaz mislim, da je zdaj čas, ko bi še bolj morali stopiti skupaj. Jaz verjamem, da bi tudi vladajoča koalicija znala prisluhniti konstruktivnim predlogom opozicije. Teh verjetno ni, saj mi, navadni državljani, jih ne slišimo, ampak se že praktično 2 meseca samo pogovarjamo o koaliciji KUL, ki ne vem, kaj pomeni, ali je KUL, meni ni KUL, in po nepotrebnem trošimo energijo, čas, pa verjetno še kaj drugega. Vse skupaj za neko odgovorno politiko popolnoma neprimerno, da ne rečem neresno. Kot rečeno, se bova zdaj posvetila dogajanju v mestni občini Celje. Mogoče ja, če dovolite, jaz dolgo spremljam politiko in sem tudi že dolgo v politiki, sicer bolj lokalni, relativno kratek čas sem bil v politiki na državni nivoju, ampak jaz ne pomnim, da bi kdaj bila vložen predlog konstruktivne nezaupnice z premalo glasovi, da ne rečem niti
niti svojih poslancev niso prepričali, ker sem spremljal 42 glasov, potrebno jih je 46, kar odpira prostor za neke špekulacije, da, ne vem, imajo namen ali kupiti kakšne poslanske glasove ali karkoli drugega. Še bolj očitno pa kaže na to, da niti vlagatelji te nezaupnice sami ne verjamejo v njen uspeh in da, kot že rečeno, gre zgolj za nek medijski šov in po drugi strani pa za popolnoma neprimerno dogajanje v tem času in prostoru, kot je sedaj. Skratka, bomo videli v prihodnjih dneh oziroma tednih, kako se bodo stvari odvile. Sicer pa od najnega zadnjega pogovora tukaj v našem studiu se zdaj Celjani že lahko vozimo po novem odseku severne vezne ceste. Gre pravzaprav za velik projekt, ki ste ga dolgo načrtovali. Otvoritev celo nekoliko predčasna, najprej je bilo načrtovano, da naj bi se po njej vozili šele spomladi letošnjega leta, pa vendarle ste že lani ob koncu leta ali pa v zadnjem mesecu cesto odprli, predali namenu. Kakšni so zdaj tisti prvi vtisi? Ja, odlično izgleda in tudi naletelo je na zelo veliko pozitivnih odzivov pri občankah in občanih. Predvsem se je bistveno zmanjšal promet v stanovanjskem naselju na drugi strani tega kanala LKS, kot mu rečemo. Ob tem, da cesta tudi zelo dobro izgleda, je rekel, lepa in tudi vsa okoliška ureditev, ki še ni čisto dokončana, je lepa, tako da na eni strani omogoča hitrejši, bolj pretočni in varen promet, hkrati pa tudi estetsko zelo paše v to okolje. Mi smo posadili preko 100 javorjev ob tej cesti. Spomladi imamo namen zasaditi še eno zemljišče pri tistem zadrževalniku, kjer še ni čisto dokončano nasutje, tak mini gozdiček, tudi kot protihrupno pa vizualno bariero proti bližnjemu stanovanjskemu naselju. Cesto smo končali prej, kot je bilo prvotno predvideno, zato ker smo se tudi v času gradnje odločili za drugačen način stabilizacije nasute površine. Vedeti moramo, da je območje, kjer cesta poteka, zelo zamočvirjeno in da je to bil tisti razlog, da smo prvotno načrtovali daljši čas gradnje, da se zemljišče primerno posede, utrdi. Potem smo se odločili za dodatno cementno stabilizacijo in dosegli potrebno trdnost za takšno cesto. Ni bila zgrajena samo cesta, ampak tudi nov most preko kanala, krožišče, kolesarska steza, pločnik za pešce, skratka tak lep mestni objekt, ki čaka seveda svoje nadaljevanje naprej proti zahodnemu delu Celja, da bi dejansko to bila ena taka obvoznica oziroma bližji dostop do zahodnega priključka. Moram reči, da se tudi sam kdaj zapeljem po tej cesti in sem pravzaprav kar presenečen, kako hitro prideš iz ene strani na drugo, torej iz Nove vasi na Lavo oziroma na Ostrožno, brez semaforjev. Skratka, se mi zdi, da se je promet na tem delu kar precej pohitril in pa verjetno je poskrbljeno zdaj tudi za boljšo varnost. No, zagotovo, cesta ima, rekel, bogate dimenzije, je pa velik del tega prometa, ki sedaj teče po tej cesti, prej potekal po stanovanjskem naselju, na Ostrožno sploh, in tiste ceste so bile neprimerne za takšen promet. Kar nekaj prebivalcev tega dela mi je povedalo, da se praktično promet tako umiril, da ga praktično skoraj ni, ker je zdaj samo še tisti lokalno izvorni promet in ta cesta je prav klicala po realizaciji. Mi bomo zdaj tudi malce prilagodili linijo mestnega potniškega prometa, Celebusa, za to povezavo lahko tudi malce logistično drugače speljemo in verjamem, da bomo testno to naredili že zdaj v času krize, avtobusi vozijo, potem pa ko bo vse skupaj končano na polno. Upamo, da bo letos tudi možnost
se prijaviti na kakšen razpis za sredstva, za nakup dodatnih avtobusov. Naša želja je, da bi z lokalnim potniškim prometom povezali tudi naselje Lopata, Šmartno v Rožni dolini in pa seveda na vzhodnem delu Ljubečna, Trnovlje, Teharje in jug proti Košnici oziroma Tremerjem. Tako da bi praktično celotno območje Celja pokrili, sicer verjetno ne za tako pogosto frekvenco prihodov in odhodov avtobusov kot tu v samem mestnem jedru, ampak vendarle, da tudi ostalim prebivalcem mestne občine omogočimo javni prevoz, hkrati pa tudi naredimo kaj dobrega za boljšo kakovost zraka, manj hrupa, manj prašnih delcev v našem okolju. Boste tu tudi v prihodnosti iskali avtobuse na plin ali iščete kakšno drugo možnost? Ne, mi bomo ostali pri avtobusih na plin, nenazadnje smo zato zgradili tudi plinsko črpalko. Plin je ekološko sprejemljiv energent, je tudi bistveno cenejši kot dizelsko gorivo, tako da za ostale avtobuse se nam pa zdi, da so še preveč v eksperimentalni fazi, če tako rečem. Se veste, lani pa mislim, da celo predlani je bil razpis za nakup avtobusov na vodik, ob tem, da ni praktično nobene takšne polnilnice v Sloveniji. Če bi kupovali električne avtobuse, so pa ti približno 2,5-krat dražji, hkrati pa bi morali kupiti dvojno količino takšnih avtobusov, kar pomeni namesto 5 na plin, enega na elektriko. Namreč električni avtobusi na elektriko nimajo takšnega dometa, da bi lahko cel dan vozili brez dodatnega polnjenja, kar pomeni, da bi linijo, ki sedaj pokrivamo z enim avtobusom, morala pokrivati 2 električna avtobusa. Gre res za enormno velike zneske in tega si žal ne moremo privoščiti, mogoče enkrat v prihodnosti. Verjetno bodo v prihodnosti tudi to vrstna vozila cenejša, zdaj so približno 2,5-krat dražja. Ko sva ravno pri tej trajnostni mobilnosti, okoli 10 kilometrov novih kolesarskih stez ste uredili v minulem letu, nekaj tudi obnovili. Še 2-krat toliko, če se ne motim, jih čaka na realizacijo v letošnjem letu. Pravzaprav 3-krat toliko, okoli 30 kilometrov na 44 odsekih. Pravzaprav je to ena najbolj investicijsko intenzivnih področji gradnje kolesarskih stez, ne samo v mestni občini Celje, ampak v celotni regiji, saj istočasno potekajo aktivnosti za dograditev povezav s sosednjimi občinami, manjkajoči del proti Laškemu, potem Celje Žalec, Celje Vojnik Dobrna, ki bo v državnem financiranju, pa Celje Štore Šentjur, te, ki sem jih naštel, bodo sofinancirane z državnimi, evropskimi in občinskimi sredstvi. Z vsemi takšnimi linijskimi projekti, to sem že večkrat povedal, je zadaj zelo veliko dela. Zamislite si traso 5 kilometrov, koliko različnih lastnikov se na takšni trasi najde in uskladiti in pridobiti vsa potrebna dovoljenja, predvsem služnosti za potek kolesarskih stez po teh zemljiščih je veliko delo, ki terja veliko časa, energije in vsega ostalega, ampak v glavnem so ti projekti zdaj pripeljani do faze, ko je možno začeti graditi in je zgolj bolj kot ne še vprašanje denarja, za katerega nam pa DRI zagotavlja, da ga ima v svojem proračunu. Za evropska sredstva vemo, koliko je na postavki za trajnostno mobilnost. Mi bomo pa zdaj v malce boljšem finančnem stanju tudi zmogli zagotoviti lastne deleže. Na posnetkih, ki jih gledava, so sicer posnete kolesarske steze, pa vendarle nastali so pretekli teden, ko je bil zunaj še sneg. Letošnja zima je kar precej mila, ne? Občina bo na ta račun, vsaj zaenkrat kaže, tako lahko prihranila kakšen evro pri vzdrževanju cest. Pa niti ne, mi smo že planirali, da bo mila. Pravzaprav zima ni tako mila, ni izdatna snegom, so pa temperature nizke, kar pomeni, da je potrebno ceste tudi soliti in vse ostalo. Takšna zima, kot jo imamo zadnje dni, meni všeč in naj traja. Jaz mislim, da je to dobro tudi za naravo
In je pa še daleč do konca, tako ali tako je običajno februar tisti najbolj zimski mesec, sreča, da je tudi najkrajši. In pri zimah je vedno tako, da potekajo praktično v dveh proračunskih letih, nekaj januar, februar, tudi marec še, potem pa tam november, december in lahko vmes tudi zbalansiramo, če porabimo preveč denarja. Tisto, kar ne damo za samo zimsko službo oziroma vzdrževanje cest, prevoznosti in varnosti v zimskem času, potem tako ali tako namenimo za popravilo cest po zimi, tako da denar pravzaprav ne izgubi svoje namenskosti. Se pa malce bolj pozna, če preplastimo kakšen odsek ali kaj podobnega. In je bolj trajno predvsem. Po zimi, zdaj ko ravno govoriva o tem, se kar veliko Celjanov, oziroma se je v preteklosti, ne govorimo za letošnje leto, odpravilo na Celjsko kočo, smučat. Te zime, ki so nekako milejše, večkrat ne omogočajo izdelave umetnega snega, no letos pa tako ali tako vemo, da od zimske sezone verjetno ne bo ostalo kaj veliko ravno zaradi omejitev, ki veljajo. Ja, žal je tako, kot bi se narava htela malce poigrati, kajti zdaj bi na Celjski koči bilo zelo živahno, smučišče bi bilo pripravljeno, čeprav jaz grem kakšen vikend tudi malce na sprehod in bil sem predprejšnji vikend, kjer se je relativno veliko ljudi rekreiralo, predvsem družine z otroci. Otroci so se sankali, uživali zimske radosti in samo upati je, da se bodo ti ukrepi sprostili še pred koncem zime in da bo možno tudi kaj smučati na Celjski koči. Vem, da imajo veliko snega pripravljenega, verjetno bi smučišče lahko v nekaj dneh odprli. Žal pa to trenutno ni možno. Še bolj žalostno je, spomnimo se kakšno leto, ko v Kranjski Gori praktično ni bilo nič snega, letos ga je zelo veliko in tudi na vseh ostalih više ležečih smučiščih pa žal nič od tega. Celje, ki je bilo mogoče že v preteklosti znano po tem, da ima kar precej krožišč, zdaj dobiva nova krožišča, s katerimi po eni strani umirjate promet, po drugi strani pa skrbite tudi za to, da je promet na določenih odsekih, kjer je do zdaj prihajalo do daljših zastojev, bolj tekoč. Ja, predvsem to dvoje je pomembno. Promet se umirja, ceste so potem bolj pretočne, kar posledično pomeni tudi kakšno nesrečo manj. Zelo zanimiva je rešitev tega novega krožišča z Dečkovino Pekarniško, ki ga gledamo. Ta ima še en pas za zavijanje levo čez ta otok v krožišču, kjer so nekateri vozniki malce premalo pozorni, da je tam štop znak. Ta pas za zavijanje levo je namenjen, kadar je recimo na tem križišču z mariborsko rdeča luč in se nabere v konicah kolona, ki zapre dostop do krožišča, tako da tisti, ki zavijajo levo na Pekarniško, še vedno lahko zavijajo. Predvsem je temu namenjen ta pas. Se tu vidimo tudi stop znak. Ureditev je malce novost, eksperimentalna, ampak popolnoma varna, če upoštevamo prometno signalizacijo. Letos oziroma lani smo naredili tudi krožišče pri Celjskih mesninah. Načrtujemo pa v prihodnje še kar nekaj tovrstnih izvedb, nekatere tudi skupaj z državo, predvsem tam, kjer se težko vključevati v promet z nekaterih cest, kot je na Teharjah, Kidričeva in Slance oziroma Slancah. Tam skupaj z državo načrtujemo izgradnjo krožišča še v letošnjem letu, takoj po koncu zime. Izvajalec je izbran. Potem dogovorili smo se tudi za izgradnjo krožišča na križišču Partizanske ceste in ceste v Laško, to je na koncu glavnega mostu čez Savinjo. Tudi tam je vključevanje, predvsem preglednost proti mestu, zelo slaba. Hkrati bomo pa ukinili tudi tisto križišče malce niže z cesto na Breg, ker je zelo nevarno vključevanje, sploh
če se zavija levo, ker bo sedaj možno po tej stari cesti v Laško iz krožišča zaviti in bomo po tej cesti napajali breg. Ravno danes smo se pogovarjali skupaj s sodelavci tudi o nekakšni izvedbi krožišča pri zdravstvenem domu in gimnaziji Celje Center, se pravi križišče Kersnikove in Gregorčičeve, kjer bo tudi sedaj malce drugačna prometna situacija zaradi dograditve novih dodatnih prostorov oziroma prenove dodatnih prostorov namenjenih zdravstvenemu domu na južni strani Gregorčičeve. Verjetno že v bližnji prihodnosti se bomo lotili tudi Ljubljanske in Čopove za preureditvijo krožišče. To se je pokazalo zelo dobro in učinkovito pri tako imenovanem objektu naše male klinike, ker smo lani zgradili krožišče, pa verjetno še kje. Sicer pa, če se zdaj dotakneva nekoliko še izobraževanja, glasbena šola je dobila v minulem letu nove prostore. Vemo, da so dolgo pravzaprav iskali neko rešitev skupaj z občino, kje te prostore locirati. Občina se je odločila za nakup objekta v neposredni bližini in ti prostori so pravzaprav že v funkciji. Ja, glasbena šola ima izjemno dober vpis, mislim, da preko 800 otrok in mladih hodi v glasbeno šolo v Celju, kar bogati naš kulturni prostor. Se pa že vsa leta praktično, kar sem župan, sooča z neko prostorsko stisko in vsako drugo, tretje leto smo se lotili kakšne prenove v samem objektu, predvsem je šlo za mansardne prostore. Na koncu koncev tudi teh zmanjka, čeprav nekaj še bilo na voljo, ampak ureditev teh prostorov je bila zelo draga. Tako da dvakrat smo ponavljali razpis in se potem nismo odločili, kajti dati več kot 2000 evrov za kvadratni meter zgolj za obnovo se nam je zdelo preveliko in negospodarno. Ob tem, da se je pa pojavila možnost nakupa sosednjega objekta, to tudi ni vsak dan, in za ceno nekaj manj kot 600 000 evrov smo kupili 2 etaži plus mansardo. Objekt skupaj z glasbeno šolo preuredili, bilo vloženih še okoli 200 000 evrov in glasbena šola je res dobila čudovite funkcionalne prostore, tako da za nekaj časa bo to zadostovalo. Namreč lokalne skupnosti so tiste, ki zagotavljajo šolam potreben prostor za delovanje. Zdaj 2 etaži sta uporabni, je še pa velik potencial v mansardi, kjer je še tudi približno 250 kvadratnih metrov na voljo za morebitne potrebe v prihodnje. Šola je dobila tudi eno lepo, novo, primerno veliko in tudi zvočno izolirano orkestralno učilnico in potrebne kabinete za vse ostalo, kar je do zdaj manjkalo. Zdi se mi super, da smo šolo obdržali v centru mesta, tu, kjer je. Namreč še nekaj let nazaj smo razmišljali tudi o potencialni selitvi, sploh v povezavi z vprašanjem, kaj dati v spraznjene prostore srednje ekonomske šole, ampak s tem je tako, sprazneš en prostor oziroma en objekt, napolniš en objekt, pa sprazneš drugega, se pravzaprav problem ustane, kaj v te prostore dati. Čeprav verjetno te prostore glasbene šole bi bilo lažje nameniti kakšni drugi dejavnosti, kot pa prostore ekonomske šole, ki je bila namensko grajena za šolo. Tako k tej šoli in o tem, da je ta zdaj pristala v lastništvu občine, bova govorila v nadaljevanju. Zdaj bo namreč čas, da damo besedo tudi našim oglaševalcem. Ostanite v naši družbi, že čez nekaj trenutkov se vrnemo. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah.
V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Za vse želje izberite darilni bon Desetak. Veljaven v 5 nakupovalnih središčih. Nakup prek spleta na desetak.si. Dobrodošli nazaj pri spremljanju oddaje Vi sprašujete, župan odgovarja. Z menoj v studiu še vedno župan Mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Pred premorom, pred oglasi sva govorila o šolstvu, ekonomsko šolo ste omenili na zadnje in kot ste rekli, v preteklosti so bile ideje, da bi tam uredili glasbeno šolo, še kar nekaj drugih idej je sicer padlo, pa vendarle zdaj, ko je ta stavba v občinski lasti, kaj načrtujete, kakšne bi lahko bile vsebine, ki bi jih v ta objekt dali, verjetno pa bo najprej potrebno poskrbeti za sanacijo objekta. Ja, malce sem se zamislil nad samim naslovom oddaje, ki je Vi sprašujete, zdaj pa ugotavljam, da me zgolj Vi sprašujete. Tudi naši gledalci prispevajo vprašanja. Dobro. Včasih me malce miselno zanese. Srednja ekonomska šola je objekt, ki si ga mi, odkrito rečeno, pravzaprav nismo želeli, ravno zaradi tistega, kar sem prej povedal, nismo imeli neke vsebine, ki bi jo dali v ta objekt. Hkrati smo imeli pa veliko neporavnanih računov z državo. Predvsem na račun vlaganja Mestne občine Celje v srednješolski prostor, ki je v pristojnosti države. Nekatera najstarejša vlaganja so še iz leta 1994, zaprav 26 let je trajalo, da smo vsa ta vlaganja od vložka v, mislim, da komercialno šolo, potem gimnazijo, center, pa zdravstveno šolo, na nek način dobili poračunane. Sicer pa gostinsko šolo sem pozabil. V enem delu v obliki vrednosti teh nepremičnin, ki jih država ne potrebuje več. Nekaj še ostalo odprtega v finančnem smislu, nekaj smo že dobili plačano, ostalo še bomo. Namreč naših vložkov je bilo preko 5 milijonov, tu pa govorimo o 2,8 milijona vrednih objektih šole in pa tako imenovanega internata, Juhovega doma. Smo pa veseli, ravno prejšnji teden smo imeli sestanek s fakulteto za logistiko, ki je, kot vemo, sedaj locirana na naslovu Mariborska 7, v nekdanji zgradbi Kovinotehne,
ki ima ambiciozne razvojne načrte in ki je dobila tudi soglasje mame, univerze, da bi se selila v te prostore. Mi smo povedali, da nas to veseli, da bomo pač to z vsemi možnimi ukrepi to podprli. Seveda mi objekta ne moremo pokloniti, ker pač gre za premoženje države oziroma nalog države, ampak nas predvsem to veseli, da objekt ne bo še naprej propadal. To bi bila velika škoda, tudi ne moremo in ne smemo biti indiferentni, gre vendarle za objekt v širšem centru mesta, ki bo s tem, če bo šla fakulteta za logistiko v te prostore, dobil eno krasno vsebino in prinesel tudi še eno dodatno življenje in impuls v samo staro mestno jedro. Zaenkrat stvari dobro kaže, na tem prvem sestanku smo se načeloma vse dogovorili. Glede na to, da smo mi čakali več kot 20 let, da nam država povrne naše investicije, tudi tu ne bo problem, da počakamo kakšno leto, 2 ali pa 5 za samo plačilo nepremičnine ob zavedanju. To vemo, da bo treba kar precej še vložiti v sam objekt, da bo zopet v funkciji za dejavnosti izobraževanja. Meni je osebno predvsem skupaj žal edino to, da v načrtih fakultete ni več telovadnice. V tem prostoru bi fakulteta rada zgradila svoj znanstveno-raziskovalni center in žal ta prostor ne bo več namenjen tisti dejavnosti, za katerega je bil zgrajen. Je pa res, da imamo v Celju veliko športnih objektov in da se bo dalo najti nadomestne prostore za tiste, ki so zdaj pač trenutno tam. Bolj pomembno je, da preprečimo nadaljne propadanje objektov oziroma da mu vdahnemo neko novo življenje. In res bi bilo škoda, če bi ta objekt tu še naprej propadal, glede na to, da v neposredni bližini urejate območje, kjer bo v stavbi na Gregorčičevi ulici svoje nove prostore, dodatne prostore dobil Celjski zdravstveni dom. Gre pravzaprav za veliko naložbo, ki pa zdaj že kaže tiste končne obrise. Čez kakšen mesec, 2 bi lahko z naložbo zaključili in seveda v teh novih prostorih bi lahko zdravstveni dom že sprejel prve paciente. Ja, predvidoma v mesecu marcu bi naj bila investicija zaključena. Moram povedati, da je Celjski zdravstveni dom ena od večjih tovrstnih institucij v Sloveniji, da odlično dela in da smo vsi veseli, da bo dobil nujne dodatno potrebne prostore, tako da bodo zaposleni v tem zdravstvenem domu lahko še bolje, mogoče tudi več delali, predvsem, da bodo imeli ustrezne prostorske pogoje, predanosti, strokovnosti, pa tako ali tako že sedaj ni moč očitati. In jaz sem vesel, da bo tudi ta objekt, jaz sem hodil po njem, je čudovit, lepo urejen. Se je tudi pokazalo, da je bilo prav, da smo vztrajali, čeprav veste, da je bilo kar nekaj pomislekov v začetku te investicije, da smo vztrajali, da se namesto prizidka obnovi takrat prazen objekt, nekaj prostorov, mislim, da 3 stanovanj, pa poslovni prostor smo odkupili, tudi delovno sodišče, ki je bilo v tej zgradbi, smo dogovor z državo preselili, kupili prostore in zamenjali nepremičnine, tako da zdaj celoten objekt bo namenjen zgolj zdravstvenemu domu in da prostori so res lepi, čudovito prenovljeni in bodo služili svojemu namenu. In na koncev ta objekt je tudi po kvadraturi večji, kot je bil predviden morebitni prizidek. S tem, da bi zdravstveni dom na tisti lokaciji, kjer sedaj že tako ali tako nima ne vem kako veliko tega življenjskega prostora, če tako rečem, teh zunanjih površin, in da bi v bistvu zgradnjo prizidka še zmanjšali te površine, hkrati pa se pokazali kot slab gospodar, če imamo pa čez cesto objekt, ki je nekdaj, tega tudi ne gre pozabiti, že služil zdravstvenem domu, se zdravstveni dom je bil prej v tem objektu.
Hkrati s prenovo objekta urejate tudi okolico, urejena bodo parkirišča, nekaj parkovne površine. Ja, parkirišč ni ne vem kako veliko, ker na zadnji strani objekta tudi ni na voljo prostih zemljišč, čeprav smo uspeli tudi odstraniti tiste garaže, ki so tam motile izgled. Naša želja je, da se predvsem zagotovijo parkirišča, ki so potrebna za tisto najbolj nujno funkcioniranje zdravstvenega doma, interventni uvoz, radi bi pa tudi tisti park med objekti, med tem kajuhim domom in stanovanjski objekti pa zdravstvenim domom primerno uredili, tako da bi bil to en prijeten mini mestni parkec, namenjen predvsem okoliškim stanovalcem, bodočim študentom na fakulteti za logistiko in pa seveda tudi vsem, ki bodo iz takšnih ali drugačnih razlogov prišli v zdravstveni dom. Urejanju tega območja se bodo v prihodnosti verjetno priključile tudi Celjske nepremičnine, družba, ki upravlja z nepremičninami za mestno občino Celje, v objektu, ki je zdaj tudi zapuščen in je pravzaprav v bližini tega novih prostorov zdravstvenega doma, naj bi uredili varovana stanovanja, če bo seveda denarja dovolj. Ja, to je objekt Vodnikove 14, nasproti gledališča, ki je že precej časa prazen. Tudi tam so bili različni načrti, nekaj časa je bilo mišljeno, da bi si nepremičnine uredile poslovne prostore za svoje potrebe, no nazadnje je prevladalo to, da so tisti poslovni prostori za lastne potrebe vedno na zadnjem mestu in da je vendarle potrebno skrbeti za osnovno poslanstvo družbe, to je zagotavljanje raznovrstnih stanovanj za različne uporabnike, od neprofitnih stanovanj, stanovanj za mlade, varovanih stanovanj, ki bi naj bili v tem objektu, ki je glede na bližino tako zdravstvenega doma, bolnice, kot tudi relativno bližino doma ob Savinji, mestne občine, upravne enote, dobro lociran za to populacijo. Sicer je ta dolgotrajna oskrba starejših pravzaprav ena ključnih točk, kateri država, pa verjetno tudi občine dajete ali pa boste morali dajati velik poudarek v prihodnosti. Kakšni so načrti mestne občine Celje na tem področju? No, mestna občina že dolgo izvaja pomoč na domu starejšim občanom. Po obsegu te pomoči, glede na število prebivalcev, smo tudi, rekel, daleč največji. Imamo približno dvakrat toliko uporabnikov teh storitev kot nam primerljivih občinah Kranj, potencialno tudi Novo mesto. In verjetno se bo ta segment prihodnje še širil. To je projekt, ki se je začel na pobudo države, 10 ali več let nazaj, ker je bila država tudi partner v projektu, pri tem mislim na plačevanje dela stroškov te storitve, potem je država enostransko izstopila iz projekta z izgovorom, da za to ni sredstev in smo občine prevzele tudi ta del, tako da približno 500 tisoč evrov na leto namenimo za ta segment. Je pa po moji oceni skrb za starejše treba v večji meri urediti na nivoju države, da bo tudi pravično. Kajti sedaj je dostikrat tako, da si malce bogatejše občine lahko več privoščijo, občani ali pa tisti potencialni uporabniki storitev pa niso nič krivi, če je občina finančno šibkejša in tega ne more izvajati. Jaz mislim, da bi bilo tudi prav, da doplačilo domske oskrbe, to je še eno tako področje, ki je krivično urejeno, prevzame država na svoje breme, kajti ravno mestne občine ali pa občine, kjer imajo sedež območne enote centrov za socialno delo, smo tu veliko na slabšem. Sistem v praksi izgleda tako, da center za socialno delo na svoj naslov, kjer ima poslovne prostore, prijavi recimo tudi kakšnega brezdomca. Zakon pa določa, da je obveznost plačila, če seveda oseba nima lastnih prihodkov, zadosti velike pokojnine in svojci ne zmorejo plačati razlike, da je obveznost plačila na občini, kjer je imel zadnje znano bivališče in je potem to
recimo mestna občina Celje, čeprav ta oseba pravzaprav nikoli ni živela v naši občini in potem mi iz proračuna, v katerega prispevajo vsi prebivalci občine, svoj delež od plačane dohodnine, plačujemo strošek. Jaz mislim, da bi tudi vsi, ki so upokojeni za polno delovno dobo, morali imeti svoje pokojnine vsaj v tej višini, da zadošča za plačilo domske oskrbe in da te starejše osebe niso potem na breme otrok. To je dostikrat zelo težko, sploh če so tudi otroci v neravno rožnati finančni situaciji. Vemo, da se potem ti starejši ne odločajo iti v te domove, zato ker vedo, da bo to ostalo nekaj njihove otroke ali pa da če bo občina doplačevala, bo potem segla na dediščino. Skratka, jaz mislim, da tisti, ki je oddelal polno delovno dobo, bi že moral imeti takšno pokojnino, da bi mu zadoščala tudi za plačilo domske oskrbe. To, kolikor je nima, bi bilo prav, da se to plača iz državnega proračuna. No in pogovor se hitro preveša v tisti zadnji zaključni del, pa še nič nisva rekla o največjem projektu občine v minulem letu, gradnji novega stanovanjskega naselja DN10 v Dečkovem naselju. Pravzaprav investicija zelo dobro teče in v letošnjem letu lahko tam že pričakujemo prve stanovalce. Ja, junija bi prva dva objekta naj bila dokončana bo tudi parkirna hiša, garažna hiša. Za spremembo podzakonskih aktov smo uspeli zdaj, da bo tudi gradnja preostalih 4 objektov stekla hitreje. Prvotno je bilo namreč predvideno, da šele z dokončanjem teh 2 objektov se začneta graditi 2 naslednja, zdaj se bo lahko praktično sočasno in tudi že takoj zgradilo še preostale objekte, tako da bo tudi ta projekt mora biti kakšnega pol leta prej zaključen, mislim, dokončana gradnja vseh 6 stanovanjskih objektov in garažne hiše. Gre za velik projekt, zgradnje 142 novih stanovanj. Tudi v teh objektih bodo varovana stanovanja, stanovanja za starejše, potem stanovanja za mlade družine, tudi stanovanja prilagojena za invalidne osebe, tako da bomo rešili kar veliko število stanovanjskih problemov, čeprav je trenutno na listi prosilcev, ki jo vodi družba Nepremičnine, okoli 490 prosilcev za različno velika stanovanja in vsega se ne bo dalo rešiti. Mislim pa, da bo tudi na tem področju prihodnje investicijsko malce bolj živahno, kot vemo, država vendarle po, mislim, da več kot 15 letih se spomnila, da bi bilo smiselno uskladiti višino neprofitnih najemnin, kajti te so sedaj bile pod nivojem amortizacije, kar je pomenilo za tako veliko družbo, kot je naša družba Nepremičnin. Mi imamo namreč največ javnih stanovanj na število prebivalcev v Sloveniji, približno 2200 je občinskih stanovanj. Je seveda pomenilo, da se samo najemnino ne pokrije niti amortizacija, kar je šlo na škodo tega, da je bilo treba vsako leto nekaj stanovanj tudi prodati in da se je pravzaprav že zaradi samega staranja stanovanjski fond manjšal, namesto da bi se bistveno povečeval glede na potrebe v lokalni skupnosti. Investicija, kot sem že povedal, presega 16 milijonov, je sofinancirana z evropskih sredstev, nekaj več kot 5,5 milijonov, preostalo smo zagotovili občina in pa družba Nepremičnine za najemom posojila. V letošnjem letu pa bo, če ne največji, pa eden največjih projektov izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja. Vemo, da ste v mestni občini Celje v preteklih desetletjih, že zdaj skoraj lahko rečeva, pospešeno gradili kanalizacijo, tudi čistilna naprava je del te gradnje. Zdaj se načrtuje še ureditev tistega manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja. Gre pa za projekt, ki ga peljete še s sosednjima občinama. Ja, mi imamo skupno javno podjetje Vodovod kanalizacija z vsemi 4 občinami, poleg Celja še Štore, Vojnik in Dobrna.
Lahko se pohvalimo, da imamo eno izmed najboljših pitnih vod v Sloveniji. Mi spremljamo te podatke preko podatkov agencije ARSO po številu biološko in kemično neustreznih vzorcev. Tu smo res v slovenskem vrhu. Ob tem, da je ta dobrina tudi poceni. Praktično nihče v regiji nima takšne cene. Ravno danes smo imeli skupščino javnega podjetja Vodovod kanalizacija. Cena za 12 kubičnih metrov vode skupaj s čiščenjem je v naši občini 34 evrov, nekaj takega. Za primerjavo recimo občina Braslovče, ker je preko 50 evrov, tudi Prebold. Zelo poceni vodo imajo tudi v Ljubljani, kjer je strnjeno območje in kjer imajo pitne vire pravzaprav kar v tleh. To seveda pomembno vpliva na ceno, kako obsežno razvejeno omrežje imaš, ampak mi smo v preteklosti dobro izkoristili priložnosti, ki so se ponujale z kohezijskih sredstev, tako za izgradnjo čistilnih naprav, čeprav centralno čistilno napravo smo gradili še iz predpristopnega sklada, tako imenovanega ISPA sklada. To se je vodilo kot projekt številka 1. Bili smo prvi med vsemi tistimi 8 državami, ki so takrat imele kot bodoče članice možnost kandidirati na sredstva tega sklada. Potem je zdaj zadnjih 10 let bilo malce mrtvila, se veste. Politika, ki je bila na oblasti, je v glavnem govorila, zdaj pa konc cest pa kanalizacije, ki so te v glavnem že v Ljubljani zgrajene, ampak bomo financirali mehke projekte, znanstvene projekte in podobno. Čeprav zelo kmalu v začetku te finančne perspektive je recimo pa Ljubljana dobila odločbo 85 milijonov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Tako da tudi tiste besede so bile s figo v žepu. No, zdaj se je pokazala priložnost tudi za ostale. Mi smo projekt dolgo časa pripravljali tudi tu. Mislim, da je bilo pridobljenih okoli 38 gradbenih dovoljenj, da smo celoten projekt razdelili na 9 sklopov. Vrednost investicije je nekaj čez 11 milijonov evrov. Od tega malce manj kot 6 milijonov naši občini, preostalo v sosednjih občinah Štore in Vojnik. Verjamem, da bo gradnja povzročila mogoče tudi kakšno nevšečnost ali pa slabo voljo pri ljudeh, da pa bo potem, ko bo zgrajeno kanalizacijsko mreže tudi v tem delu Celja, v vzhodnem predelu Celja, Vojniku in Štori, da bodo vodotoki bistveno bolj čisti, tudi talnica, ki jo sicer v tem delu ne izkoriščamo in ne uporabljamo, ampak je to nek zaklad ali pa kapital za prihodnost, če bodo sušna leta se nadaljevala, in sem res vesel, da smo uspeli ta projekt uspešno pripeljati do njegovega začetka. Namreč izvajalci so zbrani, mislim, da sta 2 izvajalca za teh 9 sklopov in da bo vse teklo tako, kot mora. Sicer so ti projekti, ki sva jih zdaj nekako omenjala, sofinancirani tudi z evropskim denarjem. Na Mestni občini Celje pa že imate pripravljenih, mislim, da kar okoli 60 novih projektov, s katerimi bi želeli kandidirati tudi za evropska sredstva, če bodo ta na voljo. Usmerjate jih predvsem v sanacijo okoljskih bremen, pa tudi v obnovo kulturne dediščine. Ja, skrb za okolje je naša temeljna naloga. Skrb za čist zrak, čiste vode. Težave imamo še vedno v nekaterih predelih z onesnaženo zemljino. Je pa res, da večino sredstev bi trenutno potrebovali, pa bom rekel, znatna sredstva bi potrebovali za kulturno dediščino, ki žal v tej finančni perspektivi ni našla svojega mesta. Jaz si tega ne znam razložiti, da pripravljavci finančnega dela ali pa bom rekel vsebinskega programa za to finančno obdobje, da so preprosto pozabili na kulturno dediščino, ki je verjetno v 90% ali pa še več v lasti občin in pa države. Po drugi strani nam pa javnost, pa tudi mediji vsake toliko časa očitajo, kako
ta, oni, drugi ali tretji objekt propada. Mi smo v Celju v preteklih letih zelo veliko sredstev namenili za ohranjanje te kulturne dediščine. Spomnimo se sprememb projekta pri najdbi mozaikov na Glavnem trgu, pa potem pri najdbi fresk na Muzejskem trgu. To je podražilo investicijo, če govorim zgolj za Muzejski trg, jo bo tam nekje blizu 1 milijona evrov, ampak to je enkratni izdatek, zgodovina, ta dediščina pa je ohranjena praktično za vse večne čase. Enako govorim tudi za ta paviljon, tako imenovani TIC na Glavnem trgu. Nas pa čaka en velik zalogaj, pa če pozabimo Stari grad kot tako mogočno srednjeveško utrdbo, nas čaka velik zalogaj, ki se mu reče Knežji dvorec. Ta manjka prenova severozahodnega dela, za katerega je predvideno, da se bo obnovil v duhu tedanjega časa, prav v gotskem stilu, kar pomeni zelo veliko restavratorskih del. Mi smo projekt prenove pripravili do te mere, da imamo sedaj tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ocenjujemo, da bo investicija znašala 8 milijonov evrov ali še več. To je zelo veliko denarja, 15% našega proračuna, in sami seveda tega bremena ne zmoremo. Čakamo, ali bo še v tej finančni perspektivi kakšna priložnost za prijaviti ta projekt na sofinanciranje. Lastni delež v znesku 20–30% bi zmogli. Sicer pa smo nedavno tudi v razgovoru z ministrom gospodom Černačo, ki vodi službo vlade za regionalni razvoj in kohezijsko politiko, opozorili, da mora pa vsaj v programu za naslednje finančno obdobje državo nujno poskrbeti tudi za potrebna sredstva za obnovo kulturne dediščine. Mi imamo v občinski lasti še en objekt, ki je malce stran od oči, ampak žal tudi prepuščen zobu časa in žalostnemu propadanju. To je graščina Prešnik, ki je bila pač v denocizaciji, ni bila vrnjena lastniku in je ostala v občinski lasti. Dopet pridemo do tistega večnega problema, tudi če se najdejo sredstva za obnovo te graščine, kaj potem to v tak objekt dati, kakšno vsebino. To je bilo namreč včasih, to je bila obsežna posest z preko 70 hektarji zemljišč in so seveda tudi objekti bili prilagojeni temu. Zdaj so zemljišča v privatni lasti, ostalo je občini zgolj sam objekt in gospodarsko poslopje, ki oba žalostno propadata. Je pa res, da sta pravzaprav v veliki meri propadla že v tistem času socializma, ko so tu bila najemna stanovanja in seveda šle so lončene peči, šli so parketi, stavbno pohištvo in še kaj. Prihodnji teden bomo tu v našem studiu razglasili tudi najšportnike za leto 2020. Kako ocenjujete njihov trud oziroma njihovo delo v preteklem letu? Izjemno se celjski šport in celjski športniki so res, na njih smo res lahko ponosni, na njih in na njihove rezultate. Celje je definitivno zelo športno mesto. Se pogledajte, primerjajte Celje in Kranj, ki je enako velika občina, pa če primerjamo športne rezultate, se seveda niti približno ne more meriti z nami. Jaz sem vesel, da ti uspešni športniki predstavljajo tudi idole številnim mladim, ki se ukvarjajo s športom, željo, da bi postali tako dobri, kot so njihovi vzorniki ali pa še boljši. Drugače pa šport, vemo, promovira okolje, z katerega izhaja, promovira zdrav način življenja in nam naredi veliko veselja, pa kdaj tudi žalosti, ampak to dvoje je sestavni del, vsaka dejavnost je sestavni del naših življenj in
Jaz že kar nekaj let pravzaprav ne glasujem, čeprav me vedno prijazno povabite, vi in Športna zveza, ker se bi zelo težko odločil pri tehtanju teh različnih uspehov, komu zdaj nameniti tisto prvenstvo. Seveda konkurenca v različnih športih je zelo različna, eni so globalni, eni so bolj evropski, ampak pomembno je, da na najlepši možni način promovirajo športniki naše mesto, naše knežje mesto, tudi državo Slovenijo in jim želim, da bi tudi oni čim prej prebrodili te čase, ki so za šport še posebej težki. Država kar malce pozablja na ta segment. Vemo, da zdaj mladi tudi pravzaprav ne smejo trenirati, da so izven teh trenažnih procesov, kar bo pustilo dolgoročne posledice na rezultatih. Upam, da pa motivacije in vsega ostalega ni zmanjkalo in da se bodo po koncu krize še bolj zagnano lotili vsak svojega športa, kjerkoli so že. Jaz sem bil, moram reči, osebno tudi zelo vesel zmage Martina Čatra v smuku. Neverjeten dosežek za enega fanta z Celjske Koče, se ga spomnim še kot takšnega fanta, ki se je vozil po smučišču Celjske Koče, kot da bi se peljal s Ferrarijem, in mu res privoščim ta uspeh. Verjetno smo bili vsi Celjani veseli. Takšno mesto kot je Celje je itak fenomen, gledajte, Tima Masnaka v snowboardu. Smo dobri v zimskih športih, letnih športih, kolektivnih športih. Neverjetno. Neverjetno. Gospod Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, najlepša hvala za nocojšnji pogovor. Hvala tudi vam. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili v naši družbi. Ne zamudite naše oddaje znova prihodnjič. Vse lepo, prijeten teden in nasvidenje.